pred vami amandma, ki ga podprite. Ali podpirate 50 milijonov za migrante, povečanje. Seveda, tudi oni rabijo, ampak za ljudi, ki tu živijo. Hvala za besedo. Nisem sicer imel namena oglasiti, ampak bi se vseeno pri tem boju za ceste. Jaz povsem akceptiram, da se poslanci borite za infrastrukturo v vaših okoljih. Razumem tudi to v kontekstu, da smo en mesec pred volitvami. Razumem tudi to v kontekstu, da so nekateri poslanci kandidati za župana. To vse akceptiram. Vmes je bilo pa govora, našim ne damo, tujcem, migrantom pa damo. Vi jemljete iz postavk za urad za integracijo in oskrbo migrantov dobrih 10 milijonov. Me zanima, če sploh veste, kaj ta urad počne. Mi na ministrstvu s tem uradom izjemno veliko sodelujemo. Gospa Katarina, ki je vodja tega urada, je od jutra do večera na terenu. Rešuje en primer za drugim. Ta urad se ukvarja z procesiranjem, z integracijo ukrajinskih beguncev in begunk in njihovih otrok. Z dodeljevanjem socialne pomoči za te ljudi. Kadra nimajo, mi smo na ministrstvu 10 kvot prenesli na ta urad, ravno zato, ker imajo s tem ogromne probleme. In nekako ne akceptiram tukaj, da se bo jemalo 10 milijonov temu uradu, ki ima zelo zahtevno delo, sploh v trenutnih okoliščinah, zato da boste lahko promovirali svoje lokalne volilne kampanje. Nič nimam proti in popolnoma akceptiram vaša prizadevanja za vzdrževanje javne infrastrukture. Česar pa ne akceptiram je retorike, po kateri pravite, dragi državljani, vaših cest ne moramo obnavljati, ker država da preveč za migrante. To so tisti isti migranti, ki integrirani po teh istih cestah vozijo prehrano naokrog, vozijo taksije naokrog in bojo verjetno na koncu dneva tudi te ceste gradili tamle.